Tako, danes bomo pogledali, kako računamo z algebrskimi ulomki, torej z ulomki, ki imajo neznanke v števcu ali imenovalcu. Pa začnimo kar z seštevanjem dveh algebrskih ulomkov. Tukaj na levi imamo pravila, kaj moramo narediti, vse na desni pa bomo računali. Se pravi, najprej pogledamo števce in imenovalce in razstavimo vse, kar se da. Zdaj, a se v našem primeru da kaj razstaviti? Pogledamo vsak števc, vsak imenovalec in tukaj ugotovimo, da so vsi členi že razstavljeni, da jih ne moremo razstaviti. Zato gremo kar na naslednji korak. Poišči najmanjši skupni večkratnik vseh imenovalcev. Naša imenovalca sta 5 in 4. To pomeni, najmanjši skupni večkratnik od 5 in 4, koliko je, zdaj lahko ga določimo na pamet. To je tako, da pogledamo večjega, to je 5, rečemo 5 še ni večkratnik, 10, 2 krat 5 še tudi ne, 3 krat 5 je 15 še tudi ne, 4 krat 5 je pa 20. In dobimo, da je najmanjši skupni večkratnik 20. In če bi pa hoteli to na dolgo, če bi imeli daljše številke, imamo 5, 4 razstavimo na prafaktorje 2 na kvadrat, vzamemo vse različne na najvišjo stopnjo in vidimo, da jih vse pomnožimo. Ko enkrat imamo to, ugotovimo, s čim moramo pomnožiti števec in imenovalec obeh. Se pravi, ulomke v bistvu razširimo. Tukaj naredili še malo prostora, da bomo lažje. Tako. Skupni imenovalec smo rekli, da bo 20. To pomeni, da moramo oba ulomka razširiti do 20. Ker je spodaj tukaj 5, se vprašamo 5 krat koliko je 20, krat 4. In ker smo spodaj pomnožili 4, moramo še vzgori, razširimo ulomek. Števec in imenovalec pomnožimo z istim številom. Potem enako naredimo z drugim. Pomnožimo s 5. 4 krat 5 je 20. To damo v oklepaj, ker moramo vse pomnožiti za 5. In napišemo. Še lažje, kot da štirko napišemo na to stran, je, da jo napišemo spredaj. Nam bo še lažje množiti. Oboje je pravilno, ampak lažje nam bo, če zračunamo spredaj. Se pravi, našo štirko dodamo na prvo mesto, tukaj, in petko tukaj. Poiskali smo torej najmanjši skupni večkratnik, razširili smo ulomek, kar vidimo tukaj, razširimo ulomek in sedaj vse ulomke zapišemo v en sam ulomek. To je zdaj naš naslednji korak. Prvega lahko tudi kar množimo. Lahko samo prepišemo, takole. 4 krat 2x minus y plus 5 krat x plus 2y. Imenovalec je skupni že napisan spodaj. In zdaj je naslednji korak. V števcu izračunaš, kar se da. Torej izračunamo vsakega za vsakim. Imenovalec samo prepišemo. Dobimo 8x minus 4y plus 5x plus 10y. Seštejemo. 8x plus 5x je skupaj 13x, minus 4y plus 10y je plus 6y, 20. Zdaj na koncu še pogledamo, če se slučajno da izraz v števcu kaj razstaviti. V našem primeru ne gre, zato je s tem naloga zaključena. Tako, poskusimo še en primer. Recimo, če bi imeli x minus 5 tretjin minus x plus 2 četrtin pa še plus x minus 1 šestin. Zopet isti koraki, se pravi, najprej poiščemo skupni večkratnik vseh imenovalcev, torej od 3, od 4 in od 6.
Zdaj zopet lahko razstavimo ta števila. 3 je že, 4 je 2 na kvadrat, 6 je 2 krat 3 in za skupni večkratnik najmanjši zmnožimo vse različne faktorje izmenovalcev na najvišjo stopnjo. Torej bo skupni večkratnik od teh števil, zdaj tega nam ni treba pisati, lahko samo na pamet naredimo, je torej 2 na kvadrat krat 3 in je to 12. Tako, zdaj bomo celoten ulomek razširili na dvanajstine. Ko sedaj ulomek razširimo na dvanajstine, to pomeni, da bomo prvega pomnožili z 4. 3 krat 4 je 12 in zato moramo tudi vzgoraj pomnožiti z 4. Kot smo že rekli, je lažje, če damo na prvo mesto. Drugega moramo pomnožiti s 3, torej mora biti tudi tukaj 3 in tukaj oklepaj. In tega pomnožimo z 2, torej 2-krat. Zdaj smo tukaj. Sedaj vse ulomke zapišeš v en sam ulomek. Zapišemo ulomkovo črto, imenovalec napišemo samo enkrat. Ta račun lahko prepišemo, lahko bi pa že tudi računali. Takole. Za začetek je mogoče lažje, če prepišemo. Zdaj pa to zmnožimo. 4 krat x je 4x, pa 4 krat minus 5 je minus 20. Minus 3 krat x je minus 3x in minus 3 krat 2 je minus 6. Plus 2 krat x je plus 2x, 2 krat minus 1 je minus 2. Zdaj smo tukaj, izračunamo, kar se da. 4x plus 2x je 6x, minus 3x je 3x, minus 20 minus 6 je minus 26, pa minus 8 je minus 28, ulomljeno z 12. Zdaj še pogledamo, če se da kaj razstaviti vzgori v števcu. Tokrat se ne da, torej je to naš rezultat. No, pa poskusimo kar poračunati tale račun. Najprej moramo torej dati na skupni večkratnik, ampak še preden to naredimo, v bistvu razstavimo. Recimo x kvadrat minus 4, to je edini člen, ki se da tukaj razstaviti, ga lahko razstavimo na, to je x kvadrat minus 4 na kvadrat in to je x minus 4 krat x plus 4. In je to torej 3x ulomljeno z x minus 4 minus 2x ulomljeno z x minus 4 krat x plus 4. Skupni večkratnik je produkt vseh različnih faktorjev, ki se pojavijo. Zdaj pa nas se pojavita x minus 4, ta se pojavita dvakrat, se pravi tukajle in tukajle. Poleg tega se pojavi pa še x plus 4. In naš skupni imenovalec bo zato kar to x minus 4 krat x plus 4. Zdaj, pri drugem že imamo oboje, medtem ko pri prvem bomo še dopolnili. Zato damo to v oklepaj in pomnožimo s tistim, kar manjka. Manjka torej x plus 4. Takole, še tukaj. In ker smo v spodaj pomnožili, moramo pomnožiti tudi v zgoraj. Zdaj naslednji korak. Zapišemo kot en ulomek. To pomeni ulomkova črta in v spodaj piše x minus 4 krat x plus 4. Zgoraj pa pomnožimo to 3x krat x plus 4 minus 2x. Eto, zdaj smo samo prepisali, zdaj še to poračunamo. Spet v spodaj prepišemo. Nič ne množimo, ko smo enkrat razstavili. V zgoraj pa zmnožimo in dobimo 3x kvadrat plus 12x minus 2x. Pogledamo še, ali se da slučajno kaj razstaviti v zgoraj. Izgleda, da ne, torej je to naš rezultat. Poskusimo zdaj še en račun, ta je malenkost daljši. Tudi tukaj v vseh korakih pogledamo, če se da kaj razstaviti. Tukaj se ne da, tukaj se ne da, tukaj se ne da, tukaj tudi ne, tukaj tudi ne, tukajle pa se da. Tukaj vidimo, da lahko namesto x kvadrat minus 7x plus 10 po Vijetovi formuli zapišemo, da je to
X, se pravi, če je plus 10, bosta oba pozitivna ali oba negativna. Ker je seštevek minus, bo minus minus. 5 in 2. Okay. In to je x minus 2 krat x minus 5. Zdaj tukaj le vidimo, da je 2 minus x. To je zelo podobno kot x minus 2. Ampak kaj bi mogli narediti, da bi iz tega dobili 2 minus x? Kadar je vse enako, samo vrstni red napačen, moramo izpostaviti minus. Ker če tukaj izpostavimo minus, nam bo ostal minus 2 plus x. Zdaj tukaj lahko vrstni red zamenjamo, potem pa je to ravno minus x minus 2. Se pravi, enak člen kot prvič. Če zdaj to prepišemo, imamo takole. 4x minus 17 olomljeno z x minus 2 krat x plus 5, x minus 5 pri prvem. Pri drugem imamo 2x minus 1 olomljeno z x minus 5. In pri tretjem, zdaj pa, ker imamo plus, pa v spodaj minus, a vidite takole, ta plus in minus, kar združimo v en minus in zapišemo samo enkrat, se pravi, napišemo takole. Napišemo samo takole. Zdaj gremo pa na skupni imenovalec najti. Imamo x minus 2 tukaj in tukaj in imamo x minus 5 tukaj in tukaj. To pomeni, da bo skupni imenovalec x minus 2 krat x minus 5. Ostale, kjer teh dveh še nimata, dopolnimo. Se pravi, tale x minus 5 moramo še pomnožiti za x minus 2. Spodaj in zgoraj. In drugi, tukaj manjka pa še člen x minus 5, torej pomnožimo z x minus 5, zopet zgoraj in spodaj. Zdaj zapišemo izraz na eni ulomkovi črti, imenovalec samo enkrat prepišemo. Števce pa lahko v bistvu že tudi lahko prepišemo najprej, lahko pa v miru potem kasneje tudi kar spustimo ta korak, pa že kar računamo. Bomo za prvič prepisali in minus x plus 1 krat x minus 5. In to je. Zdaj pa to izračunamo, se pravi, tole bomo mogli vsakega z vsakim izračunati, oklepaj odpraviti, pa tukaj tudi. In ker je tukaj v sprednji minus, bomo mogli napisati minus pa oklepaj na koncu. Zato, da bomo ta minus res pri vseh upoštevali. Spodaj prepišemo. In dobimo 4x minus 17 plus 2x krat x je 2x kvadrat, 2x krat minus 2 je minus 4x, minus 1 krat x je minus nx, minus 1 krat minus 2 je plus 2, minus oklepaj in za isto x krat x je x kvadrat, minus 5x plus nx in minus 5. Tako, to je vse skupaj zgoraj. Zdaj to še malo olepšamo. Se pravi, spodaj samo prepisujemo. Zdaj, to minus x kvadrat bi lahko tudi tukaj si kar zapisali, kaj dobimo, če minus izpostavimo, minus upoštevamo, takole. In zdaj že gledamo, aha, tukaj imamo 2x kvadrat plusa pa minus en minus, je to skupaj x kvadrat samo. Potem imamo od x-ov 4x pa minus 4x se izničita. Tukaj imamo pa minus nx pa minus nx je minus 2x pa plus 4x je plus 2x. Od številk nam pa ostane minus 17 plus 2 je minus 15, pa še minus 5 je minus 20. Zdaj pa pogledamo še, kako pa pri množenju naredimo stvari. Tukaj je v bistvu delo krajše, zato ker nam ni treba delati na skupni imenovalec. Še vedno pa velja, da vsak izraz razstavimo, najprej tega. Aha, povijeto, to je x minus 5 krat x minus 3. Tole je razlika kvadratov.
x minus 3 krat x plus 3. Potem je krat 2x minus 2 lahko dvojko izpostavimo. To je pa zopet vijeto spodaj in sicer je to x minus 5 krat x minus 1. Se pravi, razstavimo. Vse, kar se da razstaviti. Zdaj zapiši vse na eno ulomkovo črto in okrajšaj ulomke. Pri množenju lahko naredimo kar takole. Podaljšamo in krat. In zdaj krajšamo vse tiste faktorje, ki se v števcu imenovalcu. Recimo x minus 5 pa x minus 5, pa x minus 3 pa x minus 3, pa x minus 1 pa x minus 1 in kaj mi ostane? 2 ulomljeno z x plus 3 in to je naš rezultat. In je končano. Poskusimo razstaviti še tega. Najprej tole moramo v bistvu razstaviti po pravilu za razliko kubov. 8 je 2 na 3, zato je to potem x minus 2 krat x kvadrat plus 2x pa drugi na kvadrat je plus 4. Ulomljeno. Spodaj bomo združili 2 pa 2 skupaj takole. Vidite, pri prvih dveh lahko izpostavimo x kvadrat, ostane x minus 2, pri drugemu izpostavimo minus 1, ostane isto x minus 2 in ugotovimo, da lahko izpostavimo še x minus 2 in pomnožimo za x kvadrat minus 1. Krat, tukaj je pa x minus 1, ulomljeno, ker ne moramo razstaviti, ker dajmo kar v oklepaj, tukaj pa lahko x izpostavimo še. Ostane x kvadrat plus 2x plus 4. Zdaj, ta dva, tega pa tega bi lahko že črtali, ker sta oba že faktorizirana. Pa v bistvu imamo že vse kot faktorje napisane, tako da lahko naredimo takole. Pa x minus 2 tudi lahko črtamo. Edino, kar lahko še naredimo, x kvadrat minus 1, lahko še naprej razstavimo. Namesto tega bi lahko napisali, da je to x minus 1 krat x plus 1. In zdaj se x minus 1 pokrajšata, v zgori ni ostalo nič, torej napisamo 1, v spodaj pa je ostal nx pa x plus 1. In je rešen naš primer. Kaj pa naredimo pri takšnem računu? X kvadrat minus 16 zapišemo kot x minus 4 krat x plus 4. In delimo z 5. Pomnožimo z, se pravi, tega smo že razstavili. Tukaj imamo dvojko, zato bomo to napisali kot dve enini. Tukaj 2x minus, to kar pripišemo dve enini. 2x minus 2 lahko dvojko izpostavimo, je x minus 1, x plus 4 ne moramo razstaviti. Zdaj, krajšati še ne smemo, ker je tukaj še minus, lahko pa zdaj tega razširimo na x plus 4, zato da bosta ta dva skupni imenovalec, ker jih bomo lahko potem sešteli. Da bomo x minus 4 krat x plus 4, ulomljeno s 5, krat, tukaj pa že imamo skupni imenovalec x minus 4, vzgoraj lahko to zmnožimo, 2x plus 8, minus, zdaj moramo pa paziti, minus 2 krat x je minus 2x in minus 2 krat minus 1 je plus 2. Zdaj, tukaj imamo x minus 4 pa x minus 4, to bi lahko že krajše, lahko pa tudi najprej tole izračunamo. Tole se pokrajša, 8 plus 2 je pa 10, ne? In zdaj vidimo, x minus 4 se krajša, 5 pa 10 se okrajša, ostane 2 in je to 2 krat x plus 4. Poglejmo še tega, tukaj imamo deljenje. Zopet 1, x na 3 minus 8, zapišemo 8 je 2 na 3, se pravi je to x minus 2 krat x kvadrat plus 2x plus 4. To je prvi, plus drugi je x, ulomljeno z, x kvadrat plus 2x plus 4, tega ne moramo razstaviti. Ne gre, tudi če bi poskušali z vijetom. Tukaj, ko je pa deljeno, se pa spomnimo, kaj že naredimo, kadar imamo deljenje. Pri deljenju vedno ulomek pomnožimo z obratnim ulomkom. Se pravi, bomo napisali kar krat, pa tole obrnili okrog. Zdaj, lahko pa še tukaj sočasno izpostavimo dvojko.
Takole. A zdaj gremo naprej. Moramo tega pa tega dati najprej na skupni imenovalec. Tako ugotovimo, da pri drugmu manjka x minus 2. Zato pomnožimo z x minus 2. Zapišemo kot na enem imenovalcu. In ostane pri prvem nismo naredili nič, pri drugem moramo pa to zmnožiti. X krat x je x kvadrat minus 2x. Krat x minus 2 polomljeno z 2 krat x kvadrat minus 2x plus 1. Kaj ugotovimo? Tukaj, če bi sam vrstni red pri temu spremenili, je to v bistvu x kvadrat minus 2x plus 1. In tega lahko v celoti prečrtamo s tem, ker je isti, pa x minus 2 lahko prečrtamo in da dobimo v zgori 1, v spodaj pa 2 krat x kvadrat plus 2x plus 4. Zopet razstavimo, kaj se da. Se pravi, pri temule, to je v bistvu 81,9 na kvadrat, zato lahko to zapišemo kot y kvadrat minus 9 krat y kvadrat plus 9. Ulomljeno z y minus 3 na 4 je že razstavljeno, samo prepišemo. Ker je deljeno, napišemo krat. Zopet, lahko to še kaj razstavimo? Lahko. In sicer na y minus 3 krat y plus 3. V spodaj pa imamo y kvadrat plus 9. Ker se to ne da razstaviti, ker je vsota, pustimo. Zdaj imamo same faktorje, že lahko začnemo krajšati. Y kvadrat minus 9 vemo, da lahko zapišemo kot y minus 3 krat y plus 3. Se pravi, namesto tega. In zdaj lahko krajšamo. En y minus 3 črtamo in nam ostane v spodaj še samo 3. Pa še tega črtamo, pa nam ostane še samo 2. In ostane v zgori y plus 3 na kvadrat, v spodaj pa y minus 3 na kvadrat. In to je naš rezultat.